Zakaj je torej Hegel moj prijatelj? Pri prijateljstvu gre zmeraj tudi za element naključja. Človek ne pogleda nekega dne gor v zvezdnato nebo nad sabo in moralni zakon v sebi in potem reče, ta bo moj prijatelj. Da bi lahko se spoprijateljil z nekom, mora preprosto biti tam zraven. Moraš ga obiskovati, moraš ga spoznavati in potem, če je že tam, mora biti poleg tega še iz pravega testa, zato da bi se res lahko spoprijateljila in da bi potem tudi prijatelja ostala. Zdaj, kar zadeva mene, sem imel to srečo, da je bil Hegel ves čas tam, ves čas blizu. Namreč, ko sem se filozofsko formiral, to je bilo nekje v 80-ih letih, 88. je prvi članek o Heglu, je bila Ljubljana izjemno živahno, dinamično, prepišno mesto, kjer se je na področju teorije res dogajalo marsikaj, ampak tako rekoč res marsikaj. Zlasti okoli Slavoja Žižka se je oblikovala pisana skupina, ki se je po eni strani ukvarjala s tematsko širokim področjem, ki je vključevalo od teorije filma do politične filozofije in političnih intervencij. Po drugi strani je pa kombinirala zelo različne pristope. Tukaj smo imeli najprej frankfurtsko šolo ali sodobna branja marksizma, potem smo seveda imeli francoski strukturalizem z Althusserjem, seveda Lacanom in v ozadju Freudom. In poleg tega smo v Ljubljani imeli tudi Hegla. To je bila, recimo temu, ljubljanska specifičnost, ljubljanska posebnost, da se je bralo Marxa, francoske strukturaliste in poststrukturaliste in Hegla kot del iste zgodbe. Kajti običajno je bilo tako, da je Hegel nastopal ali kot stari profesor, ki je del nekega preteklega sveta, ali pa kot nekdo, proti kateremu je treba utemeljiti svojo lastno pozicijo in pokazati, da Hegel nima prav. Običajno se je govorilo v teh sodobnih francoskih branjih proti Heglu. V Ljubljani, in to še enkrat je posebnost, se pa Hegla bralo kot sodobnega avtorja in kot avtorja, ki je lahko celo sposoben dopolniti tisto, kar je znotraj poststrukturalistične scene ostalo neizrečeno. Skratka, Hegel je bil tukaj. Ko sem potem začel študirati filozofijo, sem seveda skupaj z drugimi požiral knjige o Heglu. Bila je knjiga, recimo, Hegel in označevalec od Žižka, knjiga, v kateri je Žižek hotel pokazati, da je Hegel, poenostavljeno rečeno, pravzaprav že teoretik označevalca. In potem je bila knjiga, mislim, da Hegel in objekt od Žižka in Dularja, katere poanta je bila v tem, da ne samo, da imamo teorijo označevalca, ampak da imamo že tudi teorijo objekta, kar je bila naslednja faza, se pravi tisto, kar se je na prvi pogled zdelo kot nekaj, česar pa tradicionalna filozofija ni sposobna podpreti. Spomnim se trenutka, ko sem v Nuku dobil eno, mislim, da je bila sarajevska izdaja Orisa filozofije pravice. Tisto je bilo preprosto nerazumljivo. Tega se ni dalo razumeti in sem se rekel, hudiča, če je to Hegel, potem ga je pa že bolje prebirati v nemščini in potem tudi prevajati iz nemščine. Seveda, včasih ga je težko razumeti, ampak ne zato, ker ne bi hotel biti razumljen, ampak preprosto zaradi tega, ker je stvar sama, o kateri govori, težko razumljiva, recimo da zahtevna. Drugače pa mislim, da je malo avtorjev, ki so si tako zelo prizadevali biti razumljeni in ki so bili pripravljeni narediti tako dolgo pot nasproti bralcu, da bi bili razumljeni, kot je to
Hegel. Dovolj je prebrati njegova predavanja in mislim, da vsakdo lahko vidi na delu iskren poskus, da tudi zelo zapletene stvari Hegel poskuša približati svojim bralcem. Včasih gre pri tem v resnici predaleč in zaradi tega mu kdo lahko potem očita kakšne poenostavitve, ampak vse skupaj je narejeno praviloma za namenom, da bi zapletene stvari naredil razumljive, ne globoke, ne dialektične, ne spekulativne, ampak nazadnje razumljive. In mislim, da to velja celo za fenomenologijo duha, ki je po svoji zasnovi zelo zahtevno besedilo. Predlagam eksperiment, če komu branje fenomenologije duha ne gre od rok, če je kakšna izpeljava zapletena, predlagam preprosto metodo. Naj si počrta prvi stavek vsakega odstavka in mislim, da bo se praviloma pokazalo, da bo dobil v roke navodilo za branje tega, kaj se tam dogaja. To je pa osebno. Če pogledam, kdo bi to lahko bil, ne? Recimo, da sem se dolgo časa družil s Kantom in da bi glede tega lahko bil ljubosumen.